Obnova Ljubljanske ceste v Ivančni Gorici. Izredna skupščina v Krškem ni prinesla sprememb. Koncert glasbene šole Gradus ad Parnasum. Dober večer. V Ivančni Gorici je za gospodarstvo ena najpomembnejših vpadnic v kraj Ljubljanska cesta, ki je deloma regionalna, deloma lokalna. Ta čas poteka dobrih 720 tisočakov vredna prenova odseka, s katerim upravlja ivanška občina. Denar za naložbo gre iz občinske blagajne. Gre za cesto, ki povezuje več krajevnih skupnosti in je zaradi dotrajanosti kar klicala po obnovi. Po županovih besedah so zaradi obnove določeni odseki včasih v celoti zaprti, zato obnova poteka v dveh delih, saj podjetja in občani na ta način lahko dostopajo do svojih nepremičnin. Trenutno potekajo dela od podjetja Livar proti Šentvidu. Ocenjujemo, da je narejenih približno 60% vseh del in da bo kompletno zaključena investicija tam do konca aprila. Nato pa sledi polaganje finega asfalta. Ker gre za celovito prenovo, verjamejo in upajo, da posegi v cesto v bližnji in daljni prihodnosti ne bodo več potrebni. Obnova vključuje nova kanalizacija, meteorna, nov vodovod, optična omrežja, elektrokabli. Hkrati z obnovo cestišča bodo uredili kolesarski stezi in razširili pločnik, kar bo omogočalo varnejšo vožnjo oziroma pot kolesarjem in pešcem. Celotno naložbo bo pokrila občina. 722 tisoč je bila pogodba. Jaz upam, da prav veliko nepredvidenih del ne bo, nekaj bo gotovo. Tako da če 750 tisoč pa ne bi smeli priti. Obnovo Ljubljanske ceste od križišča proti stadionu in novemu krožišču pa bo financirala država. Tukaj pa, kot sem seznanjen, potekajo priprave za semaforizacijo križišča. Na ta način bo Ivančna Gorica dobila sodobno vpadnico z vso potrebno infrastrukturo. Medtem ko se v ivanški občini veselijo skorajšnje obnovljene ceste, pa so bolj zaskrbljeni v Kostanjevici na Krki. Potem, ko so pred 4 leti izgubili edino bančno poslovalnico, so občani bančne storitve od takrat med drugim lahko upravljali v poštni poslovalnici. Tej se zdaj obetajo spremembe, saj je bila tamkajšnja občinska uprava pred dnevi tudi uradno seznanjena z namerom, da želi Pošta Slovenije tamkajšnjo stalno pošto preoblikovati v pogodbeno. Z namero Pošte Slovenije o preoblikovanju poštne poslovalnice v pogodbeno je občinska uprava seznanila tudi tamkajšnje občinske svetnike. Mene je resnično obiskal direktor pošte že pred novim letom in me seznanil s tem ukinitvijo pošte, dati v najem kot pogodbenemu partnerju nekomu. Ravno v tistem času se je pošta prodajala, tudi s tem je seznanil. Kdo je kupec prostorov na izredni seji, še ni bilo znano. Pošta Slovenije mora v skladu s predpisi pred preoblikovanjem stalne pošte v pogodbeno pridobiti mnenje lokalne skupnosti. Svetniki takšnemu načrtu nasprotujejo. Tako kot sam mislim, tudi ste videli, da svetniki razmišljajo, da naj pošta ostane taka, kot je, da pač v kraju pošta mora biti, mi se bomo zavzemali za to. Kaj bomo pa dosegli, pa druga zgodba, ne? Za ohranitev stalne pošte v Kostanjevici si bodo prizadevali predvsem zaradi starejših občanov, ki se večinoma ne poslužujejo sodobnega opravljanja bančnih storitev prek spleta. In pošto nujno potrebuje, no? Ali za dvig denarja, ali za pošiljanje pošte. Veliko teh storitev še vedno koristijo. Denarne in poštne storitve v zdajšnji poslovalnici redno opravljajo tudi nekateri domači podjetniki, še dodaja župan. Z enotnim stališčem o potrebni ohranitvi stalne pošte bodo v Kostanjevici seveda seznanili tudi Pošto Slovenije. Izredna skupščina nogometnega kluba Krško, sklicana na pobudo nogometne šole, ni prispevala k dialogu med sprtima stranema. Ker člani šole niso uspeli s pritožbo o podelitvi glasovalne pravice v tem mesecu sprejetim 31 članom, so skupščino protestno zapustili. Tisti, ki so ostali, so vodstvu kluba izkazali polno zaupanje. Novi člani naj bi bili angažirani zgolj zaradi podpore sedanjemu načinu vodenja kluba, brez preverjanja, kako lahko koristijo temu športu, pravijo v nogometni šoli, zato so vložili pritožbo. Ker ni bila sprejeta, so skupščino protestno zapustili.
Enostavno ne moremo dovoliti, da se sprejemajo stvari izpod mize, mimo statuta, mimo vseh pravil pravne države. Najbolj sem razočaran zaradi tega, ker so člani našega društva, ki so zahtevali izredno skupščino, le to tudi zapustili. V dvorani je od prvotnih 73 članov ostalo 47 članov z glasovalno pravico. Očitali so nam, da smo sprejeli 31 novih članov, da smo jih sprejeli mimo statuta. Temu ni tako. Prav tako smo potrdili tudi 14 njihovih članov, ki so jih prinesli, se pravi, na potrditev v upravni odbor. In prav ti 4 člani od teh 14 so bili danes tudi na naši skupščini. Spor med šolo, ki za klub izvaja selekcijske programe, in klubom zadolženim za njeno financiranje je nastal zaradi denarja UEFA. V klubu razumejo pritožbe nogometne šole kot željo, da njen vodja prevzame še klub. Za mene so to zelo težki očitki, kajti v nogometu sem nogometnem klubu, delujem že 34 let. Te stvari res počnem s srcem, ne, in mislim, da v takšni situaciji, v kakršni se nahaja nogometni klub Krško sedaj, mislim, da razen nekega velikega srca, ki ga jaz sigurno imam, da drug človek ne bi se spustil v takšno zadevo. Staršem in otrokom sporoča, da se zaradi teh trenj program nogometne šole ne bo spremenil. Sin se je priključil nogometni šoli pred 3 leti, predvsem iz razloga dobre organiziranosti, dobrega vodenja in možnosti napredovanja, strokovnega dela trenerjev. Sin se je sam odločil, ker je videl v nogometni šoli Krško možnost napredovanja. Za nižjo vadnino, kot jo zaračunavajo nogometne šole v večjih mestih, dobijo v Krškem visoko profesionalno storitev, je še dodal Luštek. V Semiškem kulturnem centru so že 4. leto zapored pripravili belokranjski abonma, ki so ga tudi v letošnji sezoni oblikovali igralci, pevci in glasbeniki iz vseh 3 belokranjskih občin. Minulo soboto so ga zaključili s koncertom učencev glasbene šole Gradus ad Parnasum, ki je svoja vrata odprla septembra lani in ima trenutno 28 učencev. Gre za prvo zasebno glasbeno šolo v Beli krajini. V Semiču sta jo ustanovila domačin Gašper Banovec, diplomirani sakralni glasbenik in organist, ter njegova soproga Anastasija Banovec, doktorica znanosti, ki je v smereh dirigentka, zborovodja in predavateljica, diplomirala na Moskovskem državnem konservatoriju. Tokratni koncert je bil prvi večji javni nastop njunih učencev. V parih mesecih pripraviti nekatere učence, ki so nastopili pravzaprav prvič pred tako veliko publiko in tako, bomo rekel, veliki lepi hali, je kar v bistvu zalogaj. Ne samo tehnično pevsko oziroma pianistično, ampak tudi treba pripraviti naše misli, glave in tako naprej. Banovčeva v njuni šoli poučujeta orgle, klavir in solo petje. Poleg glasbenega izobraževanja pa si v šoli, ki ima tudi pevski zbor, prizadevata, da bi šola nudila učencem vsestranski razvoj, oblikovala njihov glasbeni okus, razvijala glas in individualne sposobnosti vsakega učenca. Vpišejo se lahko tudi starejši, predvsem tisti, ki jih zanima petje, pravi Banovec. Od 18. leta naprej so v bistvu dobrodošli, se da marsikaj v bistvu narediti, tudi s temi, bomo rekel, majčken starejšimi. Aprila pripravljajo avdicijo za novo šolsko leto, v katerem bodo, če bo zanimanje, razširili program šole, ki deluje v prostorih semiškega župnišča. Se kažejo, bom rekel, nekatere potrebe in želje po drugih inštrumentih in absolutno bomo v bistvu prisluhnili ljudem. Na tokratnem koncertu, ki so ga sklenili s skupnim nastopom vseh učencev, se jim je na odru pridružil tudi saksofonist Lenart Krečič, Banovčev sorodnik in Belokranjec po rodu, ki je študiral v tujini in v različnih zasedbah nastopa po celem svetu s svetovno znanimi glasbeniki.
Koncert v Semiču se je že odvil, pred prihajajočim Prešernovim praznikom pa se jih obeta še mnogo. Novo mesto je pomembna regijska prestolnica ne le gospodarstva, ampak tudi kulture, ki živi vse leto, še posebej pa ob kulturnem prazniku. Tako se na predvečer Prešernovega dne vnovič obeta letos že jubilejni 30. koncert novomeškega simfoničnega orkestra glasbene šole Marjana Kozine. V športni dvorani Marof bodo glasbeniki 7. februarja ob 19. uri nagovorili občane s programom pod naslovom Sredi te reke časi hitijo. Enourni glasbeni program, ki ga bo predstavil 90-članski orkester pod taktirko Mira Sajeta, bo vnovič pester. In sicer začeli bomo Štrausovo oso, se pravi takoj govori Zaratustra, to je ena tak pompozna skladba, s katero najavimo pač ta dogodek. Pri drugi skladbi se nam bo predstavil naš zelo uspešen učenec Tevž Koplenik na oboji iz razreda Ernesta Jazbeca. On je dobitnik številnih priznanj in nagrad. Na repertoarju bo tudi skladba Roka Goloba, Kjer teče reka, povezana z rdečo nitjo koncerta. Potem pa sledita dve skladbi, pri katerih bo solistka tudi naša nekdanja učenka in to je odlična vokalistka Ana Čop, študentka na Univerzi v Gradcu. Vsako leto se trudijo pripraviti nekaj novega, poudarja Slak. Tokrat so se povezali s člani mladinskega društva Goga z novomeške gimnazije. Pri scenariju sta sodelovali dve osebi, to je nekdanja profesorica na gimnaziji Vladimira Korošec in pa povezovalka tega koncerta, to je Carmen L. Oven. Poleg scenarija so pomagali pri pripravi scene, dodaja. V koncert pa se bosta vključila tudi folklorno društvo Kres in plesni center Dolenjske. Vseh 29 let so sicer obiskovalci različnih starosti ob nastopu simfonikov napolnili najprej kulturni dom, nato športno dvorano. Verjamem, da bo tudi ta 30. izvedba na nek način posebna. Verjamem, da bo tudi program, ki je vsako leto nekoliko posebno obarvan, tisti, ki bo pritegnil številne občanke in občane in seveda se že veselim tega dogodka kot vsako leto. V Novem mestu bodo sicer kulturni praznik obeležili tudi v Dolenjskem muzeju, Aptu, Zavodu Novo mesto in knjižnici Mirana Jarca. V zadnjem današnjem prispevku se bomo odpravili na pohod. V turističnem društvu Otočec so namreč pripravili 25. tradicionalni pohod imenovan S cvičkom med vinogradi. Kljub temperaturam pod lediščem se je pohoda udeležilo okoli 800 pohodnikov. Prvič so se ljubitelji pohodništva, vsako leto se jih pohoda udeleži med 700 in 1000, na 17 km dolgo pot podali pred pol stoletja. Nastal je pa tako, da je nekaj prijateljev šlo na pohod, ustavljali so se pri svojih zidanicah in je to preraslo v tradicionalno prireditev. Škoda je zamuditi priložnost pogleda z tehle hribovji Dolenjske po dolini Krke, in danes je Konolač dan prav za to. Pot traja med 6 in 8 ur, začne se na Otocu in konča na Trški gori, vmes pa je več postojank, na katerih tudi letos ni manjkalo priložnosti, da so se pohodniki okrepčali s toplimi, pa tudi hladnimi napitki in domačimi dobrotami. Le kdo bi se branil domačih dobrot, ki jih spečejo pridne roke našega podeželja. Vse dobro vam želimo v preostanku nocojšnjega večera in nasvidenje do jutri.